Ok, zelo še enkrat. Jaz moram, meni so rekli, da moram te pogovore snemati, zato da pač ne vem, kaj bo z njimi dalje. Zato, da nas bojo slišali širom Slovenije kasneje. Morda bi bilo pa zelo dobro, kot si rekel, da mora snemati, zato ker me je danes gospod Milan Bobinski poklical, da je slišal, da je teden slepih, pa če se bo kaj dogajalo preko radija, pa sem mu pač povedala, da večina gre preko računalnika zdaj v tem času in ne bi bilo slabo, če bi mogoče naredili en CD teh posnetkov, ker predavanje dr. Evgena Bavčarja sem jaz včeraj poslušala, tudi malo delila po Facebooku, ampak za tiste, ki nimajo računalnika, to pa vemo, da je 3/4 folka starejšega, da bi naredili eno CD-ko ravno z tem dogodki v času korone in po koroni, ali kaj pač ne vem, kaj naslova, ne? Ja, to je moj predlog. Pa komad, ne, korona. Bomo posredovali naprej. Ja, ne se ideja nič fok. Gospa Marinka, se slišimo? Nekaj tam se pri gospe Marinke se mikrofon vklapla pa izklapla, tako da ne vem. Ok. Čakaj zdaj, close pop. V redu, 19 je. Levi alt. Še kdo čaka? V redu, zaenkrat noben ne čaka, za nas je super. Zdaj tako, zdaj smo Sanja, Luka, Darinka, Marinka, Boštjan, Ivan, dvakrat je Luka. Luka, ti si se pa razpolovil. Kloniral. Bipolarna Martina. Po slovensko, a veste, kako se reče klono po slovensko? Podobnik. Podobnik. Podobnik? Ja. Marjan Podobnik. Ja, pa Janez, ja. Politik. Upam, da ni škodljiv. Gremo naprej. Ja, čistko malo, za hec. Zdaj, danes naj bi se pogovarjali o zaposlovanju med slepimi in slabovidnimi. Zdaj, včeraj, ko sem se pogovarjal z Aleksandrom Zoranom Poplašnem, Aleksandrom Surlo, Zoranom Poplašnem, pa Rokom Mulcem, ki živijo v Angliji, na Poljskem in v Nemčiji, so povedali različne izkušnje. Medtem ko v Sloveniji so pisali prošnje in tretje in se jih nikne ni spomnil, da bi jih poklical ali pa sploh zaposlil, recimo Rok je dokaj hiter dobo na Poljskem, tudi Zoran je dobil precej hiter službo, Aleksandra je čakala 2 leti in tako da je nekako jim je uspelo, da so se zaposlili, kljub slepoti, oziroma Zoran je slaboviden. Zdaj, pri nas je pa ta zadeva, no se tudi gor ni, ampak pri nas zadeva je pa precej komplicirana. Zdaj, Darinka, ti, ko si tukaj najbolj izkuščena, kar se tiče teh, ti, ko si se ti zaposlovala v tistih časih, pravzaprav to ni bilo tako problematično, ali kako je bilo takrat? Ti si zdaj v pokoju in uživaš, povej. Svojega dela. Svojega dela. Moram takole povedati. Leta 1980 sem končala svoje poklicno usposabljanje v Centru slepih v Škofji Loki. 14 dni pred koncem smo imeli nekako priprave na zaključne izpite in v tistem času je mene poklical takratni predsednik Mariborskega društva, Max Škof. To je bilo tako, morda se še spomnite, da ni bilo mobitelov, da so me klicali iz novih prostorov, ker smo zadnje leto bivali v centru, v telefonsko centralo k gospe Javnici Plemlovi, ki je bila takrat telefonista, češ, Darinka ima telefonski pogovor. No, in jaz priletim tja, gospod Max Škof meni reče takole,
glej, da boš naredila zaključne izpite, ker te čaka služba v Mariboru. Pravim jaz, ja, kdaj? Pa pravi v torek. Pravim jaz, dobro, mi gremo na zaključni izlet, ne vem, četrtek, pravim, nedeljo se vračamo, ponedeljek sem doma, v torek moram službo. Pravi, ja, to pa zato, ker telefonistka v Piku, oziroma ti moraš iti na, kako ne rečem, na zavod za tole zdravstvo, takrat je bilo socialno, pravi, 1 mesec boš tam, ta se bo spraznilo delovno mesto v Piku in bo šla ti od tukaj tja, ker tukaj na socialnem oziroma bivšem zdajšnjem zavodu za zdravstvo ti nadomeščaš gospoda, ki gre, našega člana, ki gre na dopust in on je šel na dopust, jaz sem šla na njegovo mesto za 1 mesec, na kar sem šla v Pik in sem bila v Piku. Moram povedati, kako se je rekel, da je bilo lažje zaposlovanje, ni bilo tako lahko, zato ker so pa moji sošolci, ki nas ni bilo veliko v centrali, mislim v razredu, morali čakati na zaposlitev. Koliko se spomnim, nobeden ni tako jaz, pa mislim, da sošolec Brane so naju resnično čakali s službami. So pa takrat že potem bile tudi morda težave, ne sicer bi rekla, pri naših je bilo pač tako, če je imel koga od svojih, ki je zaposlenega, so ali ate ali mamo, so morda tudi lažje ga zaposlili, ampak pri nas v tistem času je imela veliko, rekla, težo, je imelo Mariborsko društvo z našim predsednikom, takrat Bobinskim in Srčkopom, skratka, ves tisti čas sodelovali in zaposlovali ljudi in se trudili, naši telefonisti so imeli takrat res en renome po podjetjih, delali so dobro, vedno smo dobili napotke, ko so nam službe uredili, gledajte, da se bodo obnašali zelo zadovoljivo, ni bilo dovolj zadovoljivo, s tem, da boste hitri, natančni, da ne boste prenašali hantlov ali čveka, je to slovenska beseda, ne vem, čvek, change, tako, skratka, morda res je bilo lažje, ampak vseeno so bile že takrat, so se že nakazovali določeni segmenti, ker na primer na velikih centralah so lahko zaposlovali ljudi, ki so največkrat so na društvih vedeli, kdo zmore veliko centralo, kdo ne, in potem so tudi po tej velikosti prometa na telefonskih centralah zaposlovali ljudi. Res je, oddelala sem 33 let delovne dobe, imam 8 let benefikacije, všteta je Škofja Loka zraven in pa vsako leto 3 mesece. Ko me danes ljudje sprašujejo, pa me ne spustijo v času korone v trgovino, pa ne izgledam kot upokojenka, pa pač rečem, mogoče sem pa noseča, če po vašem nisem upokojenka. Mala šala, ja. Ne, ampak v redu, 7 let, 33 let plus 8 let benefikacije, to znese nekako 40 let oziroma 41 in moram reči, da vsi ti ljudje, ki so šli v tujino, kot si povedal, s Sašo Surlo, mislim, z Aleksandrom imam določen stik preko Facebooka, moram reči, da so pa ti ljudje posebnega občudovanja za mene vredni, da si ti v tujem svetu, kjer moraš se naučiti jezika, verjetno zelo dobro, da ti uspeš, da se v tistem okolju prilagodiš, da živiš, tam ni mame, pa tete, pa asistenta verjetno blizu, da bi ti priskočili na pomoč, pa da ti dobiš službo. Kapo dol. Hvala. Ja, hvala, Darinka. Aleš, a se slišva? Ja, lep pozdrav, se slišimo. Aleš, jaz o tebi zelo malo vem, tako vidim te samo še na Facebooku, pa takole. Daj mi ti povej, kakšen je tvoj status, si zaposlen? Ja, zadeva je taka, ne, pri meni se je pa zadeva kar precej zakomplicirala. Skratka, jaz sem na vse preteke, na vse možne načine iskal zaposlitev, od pisanja prošenj do ne vem česa vsega in dlje nisem prišel kot do dela preko zaposlitvene rehabilitacije na Soči, ne. In Skratka, jaz sem zaključil tamle nekje 1994 leta v Škofji Loki in že takrat je bila
velika muka. Ne. Tako je še mi odprl, kakor da bi se jaz lahko, oziroma da bi mi uredili zaposlitev na Telekomu Slovenije, ker je bil organiziran in razporejen drugače, so imeli vsak kraj, vsaka regija posamezno poslovno enoto in tudi službo informacije. Ne. In skratka, jaz sem zaključil šolo za poklic telefonista informatorja z odličnim uspehom, tako da mi ni bilo treba nobena zaključna izpita upravljati in bil pol dolg doma, ker tista zaposlitev pri Telekomu ni šla, ker se je služba informacij v zasavski regiji ukinila. Skratka, pa sem bil pa dolg doma, razen tega, da sem obvezno šolsko prakso prej upravljal v cementarni Trbovlje, na telefonski centrali, brez problema delal, vestno, redno delal, hodil v službo in tako naprej. No, potem sem pa bil jaz doma nekje do leta 2003 do septembra, oziroma mečka naprej se je pripravljalo pa že eno, kako bi rekel, dodatno usposabljanje oziroma kjer je bil pristopil k temu klicni center slepih. Ne. To je pa odprl bivši učitelj telefonije, ki je po Janezu Celarju bil, se boste nekateri spomnili, in je nameraval odpreti klicni center, da bi ljudje lahko na mesto telefonista upravljali ankete, tržili določene zadeve, sprejemali telefonske klice za podjetja, za plinarne komunale in tako naprej. In tako sem iz letom 2003 se iz Trbovlj odselil, pa šel v Ljubljano na Rašiško ulico živeti in se pa od leta 2003 od septembra sem sprejel to izziv, sprejel to zaposlitev in sem delal v tem klicnem centru s tem, da sem bil jaz edini od slepih. Edini od slepih, ostali pa vsi študenti. No in delal sem do leta 2013, mislim, da do 20. junija, ko se je podjetje reorganiziral in sem službo izgubil in zdaj sem v bistvu potem so se pa še ena možnosti pojavile, sem rekel, grem po zaposlitev na rehabilitacijo preko centra Soča, da bi pa mogoče se vseeno še kaj našlo, ampak ni bilo tako lahko, sem ciljal pa na te internetne ponudnike, te dva šel ali pa tako naprej, da bi delal v klicnem centru kot tehnična podpora, kot informator. Tukaj se je pa zadeva zapletla s prilagoditvami programov za slepe osebe. Tukaj pa dejansko ti si mogel račune gledati od strank, koliko imajo za plačo, tehnike, kdaj imajo priklope, to se dela v posebnih programih in se niso zavedali, da se v bistvu ne ujema programska oprema s tem JAWSom oziroma s katerimkoli bralnikom zaslona z JAWSom smo takrat delali in ni trajalo dolgo, no, v glavnem, ko sem mi pa pol izdal odločbo, da sem zdaj trajno nezaposljiv, da lahko prejemam varstveni dodatek. Poznam pa jaz glede telefonistov osebe, ki so se brez problema leta 1994 zaposlila. Sam, da še imel enega strica od zadnji direktorja, ne vem, neke ustanove, da tega noter vzeti. Poznam slepo osebo iz Prlekije, redno zaposlena, še zmeram telefonist v Mursko-Soboški v Rakičani v bolnici. V bolnici poznam pa osebo, ki ima 7. stopnjo izobrazbe, 2 fakulteti, se pa trudi na vse možne načine, pa skratka ne moreš dobiti. Ja. Nekaj problem telefonist, s telefonisti je to problem, ker zdaj so ti telefoni, včasih, jaz se spomnim, z delovne organizacije si mogel preko telefonista klicati ven, zdaj je to vse direktno. Ne, ni več centralne. Oziroma, veste, kako so zdaj vratarji? Kar varnostnika imajo noter zaposlenega. Ja. Včasih so bili vratarji, ja. Sanja? Ja. Lej, čisto, mimo grede sem se spomnil, ti si tukaj najmlajša, ampak nisem se zdaj hotel, ko je govoril o klicnih centrih, ti, Robert ima izkušnja z klicnih centrov.
A ti kaj veš o tem? Ja, pri teh klicnih, slaboviden, ne, oziroma, ja. ampak si precej pomaga s tistim vidom, kako je pa, če ti on pravi, kako je kaj... V bistvu, dejansko je pri vseh zaposlitvah, jaz pravim tako, ne, velika razlika je, ali je nekdo slaboviden, pa dela po metodi za slabovidne, a ne, ker tam je mogoče za marsikatera slabovidnega je dovolj, da samo v Windowsih lupo odpre, a ne, pa je to za njega dovolj, ali pa če je nekdo slep, ki mora uporabljati drugo programsko opremo, se pravi govorca, ne, in tu se velikokrat, bom rekla, zatakne za slepe, se pravi, sploh, tako Aleš omenil, ti klicni centri, a ne, se pravi, telefonske operaterje, da ne bomo zdaj konkretno v imenih, so težave, ker pač to so res, imajo kompleksne programe, to so res iz klica v klic, so pa teh central, kakor je bilo pa včasih v podjetjih, kjer se je šlo v bistvu samo za prevezavo, na drugo številko, se pravi iz centrale drugam, pa verjamem, da je veliko slepih lahko zelo učinkovito delala. Pri teh današnjih, kjer so pa klicni centri, kot Aleš prej omenil, je pa itak težava v tem, da je tu veliko več kot samo prevezovanje, v bistvu prevezovanje na drugo številko sploh ni, ne. Vse ostalo je, vsa tehnična pomoč in tukaj, tako kot je omenil, ne, težava so ti programi. In marsikje tudi v drugih službah, kjer so recimo kakšni bolj napredni pa kompleksni programi, se velikokrat zatakne ravno s tem prilagajanjem za slepe. Dejansko se pa marsikaj pa vseeno da. Aha, hvala. Gospa Marinka, se mi zdi, da zdaj nekako vaš mikrofon dela, a se slišva? Ne Darinka, Marinka. Aha, slišimo njen čas. Ja. Halo, gospa Marinka. No, v redu, zdaj slišimo vas, mikrofon jaz vidim tamle, da dela, tako da sam čakaj, mail sem dobil v glavnem Zoom meetingu, sam da vidim, kaj mi piše Zoom, please, kaj to, spoštovani, zanima, zakaj ne dobimo povabila na vašo vsakodnevno Zoom srečanje, Andrej Božnik. Dobro, ok, to bomo pol rešvali. Luka, ne? Luka? Tukaj sem. Si tukaj, v redu, malo slabo te slišim. Luka, kakšne so pa tvoje izkušnje glede zaposlovanja? Ti zdaj delaš pri nas, a ne? Na izposoji, kako v bistvu si ti iskal, oziroma kako se zdaj to? Ja, podobno kot vsi ostali, s prošnjami. Po zaključku študija sem pisal prošnje okrog. Mečkam bolj na glas, če greš mečkam blizu mikrofonu. A je zdaj kaj boljše? Zdaj boš, ja. Ok, malo bom lezel v kamero, tisti, ki me vidite, bom majhen čuden za videti, ampak ne bo pa hudega. V glavnem, začel sem s pisanjem prošenj po zaključku študija. Že prej sem se vključeval... Ti si po izobrazbi si... Pri Fox. No, pri Fox, ampak kaj, ruščine, slovenščine? Slovenščine, v redu. Slovenščine. Jaz tako čist na kratko rečem, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se vključuješ v različne organizacije, če se le da. Jaz sem bil že med študijem, sem postal skavt in tudi tam sem urejal en časopis, sicer skavtski, ampak dobil sem pa mogoče nekaj delovnih izkušenj vsaj z tega področja. Po zaključku študija sem se vključil v javna dela Kranjskega društva. Tam sem delal kot animator za prostočasne aktivnosti. Skrbel sem za, ne vem, med drugim tudi majčkeno administrativnega dela je bilo, za odzivnik sem skrbel, pripravil sem tudi kakšna družabna srečanja. No, potem, ko sem bil v javnih delih na Kranjskem društvu, so mi hitro ponudili tudi urejanje mojega prijatelja,
zveznega časopisa, za katerega skrbim še danes. Po koncu javnih del na Kranjskem društvu sem se vključil na projekt Knjižnice, ki se je glih takrat odvijal z evropskimi sredstvi. Po koncu projekta sem začel brati na zvezi, tako da je takrat nastalo tudi nekaj zvočnih knjig. 2018 sem se pa vključil v javna dela na zvezi. Po koncu javnih del sem se pa znašel tukaj na izposoji, kjer delam od 1. januarja. Skratka, če zaključim, tako kot sem prej rekel, meni se zdi zelo pomembno, da se slepi, slabovidni oziroma kar vsi, ki iščemo zaposlitev, vključujemo v čim več organizacij, ker se mi zdi, da so tudi prostovoljna dela lahko dobra odskočna deska za kakšno zaposlitev. Definitivno te doma noben ne bo prišel iskati, ne, pa rekel, prid dela tele k nama, ne. Glih tebe čakam. Definitivno neka samoiniciativnost mora biti pri vseh, pri slepih pa slabovidnih pa mogoče še res pač to. Ker jaz tudi, tako moje izkušnje so, da smo slepi pa slabovidni zelo navajeni biti doma, pa počakati, da nam kdo nekaj ponudi, pa prinese, ampak danes pač tega ni. Saj tudi jaz priznam, če mi ne bi Kranjsko društvo ponudilo javnih del, ali pa če se ne bi znašel na zvezi, vprašanje, ki bi pristal. Tako da Aleš, nekaj si hotel reči? Nič. Oprosti, Luka. Ampak vprašanje je, kako bi se čase... znašel v kakšnih drugih podjetjih, ker tle na zvezi, pa tudi na Kranjskem društvu še vse to problematiko glede pripomočkov pa prilagajanja programske opreme, pa ne vem, tudi razumevanja konec koncev slepih in slabovidnih mogoče vse meham bolj poznajo, kakor pa v kakšnih drugih podjetjih. Meni se zdi, da mogoče bi bilo smiselno tudi kdaj organizirati kakšen seminar za delodajalce, da se jim predstavi ta invalidska problematika oziroma da se jim dopove, da slepi pa slabovidni nismo tak bav za zaposlitev. Bi se tudi na tak način lahko kaj spremenilo. Sej smernice so za to, kako se invalidi zaposlujejo, tudi spodbude so, strani države, tako da zdaj... Ampak gre... No, povej, Sanja. Ne, mislim, strani države so, ampak vseeno to je neko financiranje, ne. Dejansko pa, da ne vem, delodajalec dobi stik z slepo osebo, ne, je zelo pomemben. Spozna, da pride v stik, no, ne. Ker tudi je tako, bomo rekli, beseda invalid, je zelo široka, tudi kar se tiče teh spodbud za zaposlovanje, ki jih dobijo podjetja, ki zaposlujejo invalide oziroma jih plačajo neke vrste, bom rekla, narekovaju kazen, ker jih ne zaposlujejo, zajemajo praktično vse invalide. Ampak kaj vse je lahko, kdo vse je invalid, status invalida ima od nekdo, ki ima mogoče, bom rekla... Tako, ne, sej verjamem, so določene omejitve zaradi tega, ampak definitivno je pa velika razlika med njim in nekom, ki je, rečemo, paraplegik, tetraplegik, slep, gluhoslep, gluh, pa so pa le bom rekla, večje invalidnosti, ne. Tukaj je mogoče premalo poudarka je na tem, ne. Jaz imam tukaj sicer zdaj, se ne bom bral, ampak jaz, ko sem malo gledal tole, tukaj imam subvencije plače za invalide, 68. člen ZZRZI, recimo, se pravi, država je to uzakonila, zdaj problem je pa verjetno tisto, kar bomo danes popoldne govorili, predsodki, pa v bistvu neka vrsta tudi, bi se rekla, diskriminacija. Ker nekdo bo rekel, mora 10 invalidov zaposliti, pa jih bo dejansko zaposlil. Tako kot je prej Luka rekel, mogoče so to ljudje, ki imajo samo težave s prsti na roki, da ne bo kdo narobe razumel, vsaka invalidnost je po svoje neka ovira, pa nek ovira za kjerkoli, za delo, doma, karkoli, ampak vseeno, kot sem rekla, je pa velika razlika, ali ti zaposliš takšno osebo ali pa slepo osebo.
No, vse to je res, glede prilagoditve, ne, ampak tukaj recimo piše, odstotek obveznega deleža zaposlenih invalidov določa uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov in invalidov in se giblje od 2 do 6% glede na vrsto glavne dejavnosti. Tako je, ja. Ne, in pol v bistvu možnosti, ne, imajo, v glavnem ne bomo zdaj še to zakonsko. Definitivno, pač možnosti so. Tukaj gledam, ne, je tu so recimo davčne olajšave, ne, piše, ne, statusom po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji, podporno zaposlovanje, prilagoditev delovnega mesta, zakaj je pomembno prilagajanje delovnih mest invalidov, invalid ostane produktiven v skladu s pričakovanjem delodajalca, izkušnjo učinkovite prilagoditve delovnega mesta delavcev invalidov lahko prenese delodajalec na vsa druga delovna mesta. Ne. Zdaj, čisto osebno, jaz to razmišljam, ne, moje izkušnje, prvič delodajalci oziroma invalidi so fajn, da se jih zaposluje, ker prvič tudi delovna organizacija kot taka pridobi na širini, na medčloveških odnosih, če so seveda urejeni, ne. Darinka, nekaj si hotela reči. Nič, prikimavam, ti se veš, da jaz svoje kože ne morem, ne? Ja. Jaz ne znam, oziroma znam sedeti na miru, ampak ja, zdaj pa če malo kimam, ne, ti prikimavam. Da ne boš zaspala. Ne bom zaspala, mi je zanimivo. Jaz sem hotel samo še nekaj reči. Sem prej rekel, predvsem se mi zdi pomembno prepričati delodajalce, da invalide zaposlijo. Namreč kaj? Veste, recimo, ko sem študiral slovenščino, vemo, da sta pred mano bila tudi Rok pa Marija Anzels. In takrat, vem, ko sem jaz prišel do kakšnim izpitom, so kakšni profesori rekli, ja, sej slepi pa slabovidni ste pa pridni, pa delovni, pa tralala, ne, precej boljši od videčih. Ker do tega spoznanja so verjetno prišli, ker sta tudi Rok pa Marija verjetno mogla precej truda vložiti, da sta študij dokončala in tudi s svojim znanjem verjetno prepričala profesori, da slepi pa slabovidni smo pa pridni. Se pravi, tudi na nek način je na nas, kako se bomo na kakšnih delovnih mestih, ko jih bomo dobili, izkazali. Točno to, tudi o tem sem razmišljal, ne. Moje izkušnje so dejansko take, da se recimo, ko se slep ali slavidna ali invalid ali hendikepiran ali kakorkoli že imenujemo, če dobi neko delovno mesto, se pač prvič je hvaležen, drugič je to kot ena oblika socializacije, a ne. Tretja stvar je pa se ta trudi, ne. Zdaj pri vas slepih, pač z vami imam pač več izkušnje, glede na to, da sem že 21 let tukaj, je zadeva taka, da se morate pač vi dvakrat bolj potruditi, kakor mi videči, a ne. In gre tudi v to smer, da se trudite, a ne. Bom rekel tako, dejansko malo grdo, ne, ampak dejansko to, da vam mi videči priznamo enakopravnost, morate vi 200% več narediti, kakor mi, a ne. In to ne enkrat v življenju, ampak vsak dan, ne. Na različnih področjih, ja. Ne. Čeprav je pa nekaj res, a ne, če se ne bi za stvari trudil, jih pojetno tudi ne bi znal tako ceniti, kakor jih ceniš. A ne, tudi recimo vsak, ki bo prišel do delovnega mesta, po kakršnih vezah, vprašanje, kako se bo na takem delovnem mestu obnesel. Ja, Darinka. Jaz se spomnim, da nam je včasih rekel gospod Bobinski, v tistih naših rosnih letih, no, tam, ko smo začeli delati, da morajo se slepi in slabovidni ali pa verjetno tudi na splošno invalidi trikrat bolj potruditi, ali pa trikrat več znati, da ga bodo videči sprejeli med se. Moram povedati tudi to, da niso bili vsi iz našega gnezda v narekovajih pridni in delovni. Marsikje smo imeli na mariborskem področju težave s slepimi, slabovidnimi telefonisti, ki so kasneje tudi zaprli pot
ko so se njega, mislim, ko je on odšel, da bi sprejeli koga naslednjega od nas. No, Ponekod se je zgodilo tudi to, da od naših niso hoteli delati. Ne? Jaz, ko sem odhajala v penzijo, če bi se bili oglasili, da so brez službe, ne da moraš vsakega posebej vleči, pa spraševati, ti bi šel delati na moje delovno mesto, se je zgodilo tako, da je potem res šlo varnostnemu podjetju moje delovno mesto, ampak so kasneje ga vzeli nazaj, pa so sodelavca, ki me že prej nadomeščal, zaposlili, ker je bil več čas tudi na nekaj z invalidnostjo imel opravka. Ampak hočem povedati, da niso bili vsi pridni, vedno smo jaz pravim, jaz nisem dokazovala, da sem sama sebi, da sem sposobna. Jaz sem pač želela, da za menoj vedno pride nekdo, da bom pustila dober vtis o slabovidnih ali slepih. No, to mi je tudi uspelo, jaz sem lahko menjala 3 službe, pa ne zato, ker je bilo tako lahko, ampak ker so me vedno nekako pač povprašali, dobra priporočila so dobila podjetja, ne nazadnje so podjetja tudi spraševala okrog, v tvoje prejšnje podjetje, pa spoznali so te, že v Mariboru so v bistvu poznali, kateri so dobri, v redu telefonisti, no in zato jaz rečem, ko je meni rekel od direktorice takratne Zavoda za zdravstveno zavarovanje mož, ki je bil pač direktor enega oddelka v mojem Virostroju, ker sem bila pred zavodom zaposlena, je rekel, Darinka, jaz sem moji ženi rekel, ali boš zaposlila njo, ali pa nobenega. Pravi, ti veš, kak je predana svojemu delu, ampak to ni zdaj, da sem samo všečna, pa narcisoidna ali kakršno že koli, ampak dejstvo je bilo, da se je veliko od tega, kar se je storilo, že prej slišalo. Naprimer, da so ljudje zaposlovali res, ko so poznali nekoga, ne vem, gospa me ni direktno poznala, ampak je imela opravka, ker je vsak dan svojega moža klicala preko centrale, vedela je, da sem hitra, prijazna, uslužna, kljub vsemu, če sem imela tako strašno gnečo, vse so takrat merili promet na mojem tipu centrale v Virostroju in so ugotovili, da imam največji promet v Jugoslaviji, takrat na tisti centrali, pa sama sem bila. Ampak se pravim, kot je rekel Luka, treba se je udejstvovati, midva z Valterjem, on je tudi delal do penzije kot maser v športno-rekreacijskem centru pri Stani in odkar pač sva upokojena, se druživa z videčimi več časa, kot pa s slepimi in slabovidnimi, on se je že prej družil, tako da moram povedati, da smo v soboto bili na enem pikniku, ker smo imeli društvo ustvarjalcev, aforizmov in pa humornih teh ustvarjalcev, pesnikov in vsega skupaj, en piknik in ko ti vidiš, da ljudje, ki so ga morda enkrat, dvakrat slišali na odru, ker je nastopal, to tako, kaj si ti nor, kako bere. In potem, ko jaz povem za gospoda Gustija, da je bil brez rok, da je bil slep, da je bral z ustnicami, to kar popadajo. Hočem povedati, da na nas je, da osvetljujemo javnost, da kaj zmoremo. Tako. Jaz bi se še tule vključila. Dej, Sanja. Pa še Aleš, boš ti še kaj pol povedal, ne? Ja, pa Luka, mislim, da se je v glasu. V glavnem, želela sem dopolniti Darinko o tem, da če se zdaj na delodajalca ali pa tudi splošno osredotočimo. Razumeti moramo ljudi, da vsi se bojimo tistega, kar ne poznamo. Se pravi, tudi mi se bojimo stvari, ki jih ne poznamo. In nekako je res na nas vseh, da se čim bolj, ker s tem, ko se vključujemo, se pač kažemo, pokažemo, nas poznavajo in zgubljajo predsodke o nas. Res. Aleš? Ja. Bi še ti kaj dodal? Ja, skratka, pri teh delodajalcih zna biti težave. In potem morajo tudi oni pristati na to, da
se lahko pojavijo težave in da je treba iti k prilagoditvam. Sploh pa v teh branžah, ne vem, teh kličnih centrov za te telekomunikacijske operatorje. Potem sem kasneje poskušal, ne vem, kaj pa, če bi sprejemal klice za taksi, ne. Ja, skratka, nemogoče, ne, tam je pa spet nemogoče, dober je sem, zato ker je treba videti, ker je treba vozila na ekranu, pa tako naprej, ampak dober je. Marsikaj sem že poskušal, ne, marsikaj. Na centrali sem pa takrat lahko vešno, pa res, mislim, super prijazen bil delo, ne, in tudi, ko sem šolsko prakso, in tudi, ko sem pripravništvo pa v zdravstvenem domu Trbovlje upravljal, ne. To ni bilo nobenega problema, ne, ko pa ti preideš na dela, kot so agenti v teh kličnih centrih, to je pa ni primerjava. Prvič je gužva, drugič je 30 študentov noter, sedi pa ti človekave eden čez drugega, ker je to ena taka velika učilnica, ko bi bil en velik razred, ne, in so vsi noter. Drugič imaš ti lahko težave s temi programi, stranko na oni strani, druge te čakajo, to je prek računalnika. In skratka, škoda, ne, glede telefonista ni bilo nobenega problema, ne. In tudi vem, da so bile, ja, težave pri določenih osebah, pa so verjetno nam pot zaprli, ne. Tudi zaradi tega pa, ne vem, klicarili kam, pa ne vem, kakve linije, pa kar iz službe, pa, ja, ne, skratka. Definitivno je to, da tudi... Ja, 90 klicali pa, ja. Tu moraš pač razumeti, recimo, tudi čisto vsa delovna mesta se pač ne dajo prilagoditi, žal. Ne, to mislim, da je, to pač je neka realnost, ki jo pač moramo. Ker pri teh programih za klične centre so pa zunanji izvajalci, tu so tudi tuje stvari, sploh ne slovenske, in za te programe, računaj, treba je strankam gledati, kako je zaplačati. Priklop, kdaj je pa en poseben program, ko skratka ni ena stvar res združljiva, pa je prišli do tega, da ne, te pa ne bomo mogli priti, treba pa te gumbe tako spremeniti. Ne moramo, zaradi tega, ker to je pa en zunanje podjetje vmes, ko mu moramo dati komando, pa mora on sprogramirati, ne. Skratka, pa smo pa probleme in med zmatrali in se iz tistega pač ni izcimljali, pa še samo v Ljubljani je delovno mesto. Skratka, v Trbovljah pa nimaš kaj iskati, ker Zasavje je pa mehno, pa da pa nobenih podjetij ni več tako lahko, kar. Mislim pa, da Rok je pa samozaposlen slovenist, lektor. Ja, Rok je pa samo, ja. Ja, to je pa SP, ne, tudi s tem sem poskusil, ne, nisem imel dejavnosti registrirane več kot 3 mesece, ne, mogoče bi še mečken lahko oslajal, ampak še neko raje zaprem, ko so pa nastale težave, nobeden to ni upal vzeti, pa sem imel na 2 lokalnih televizijah reklamo, zastonj. Televizija ni problema, sem jo omogočila, ne, da bodo nič plačali, da bomo videli, kako vam bo šlo. No, definitivno, izkušnje so pač različne. Ja, to sem hotel vprašati, ne, recimo zdaj imamo, Sanja, ti si slepa, Luka, ti si pa slabovidna, ne, zdaj, kakšna je zdaj potreba pri vajenih, recimo, prilagoditvah delovnega mesta? Recimo, Sanja, ti rabiš kaj, brajo, vrstico, brajo... Ja, v bistvu moja prilagoditev mojega delovnega mesta je, bom rekla, kar kompleksna in kar tudi finančni zalogaj, ne, če že zdaj tudi, ne, vse se konča pri denarju in pač tudi ki je. Tako, ja, moje delovno mesto pač mora vsebovati, se pravi, prenosni računalnik z brajevo vrstico in govornim programom, kar potem bom še rekla, ne, kak skener, ne, ker je pač slepi lahko beremo tisto gradivo, ki je v elektronski obliki, torej, kar je papirologije, je treba spraviti v elektronsko obliko, seveda pač za lastno uporabo, ne. Tako da že tukaj, ne, govorimo o, bom rekla, 8.000 evrov plus, ne. Ampak, tako kot si prej Dušan rekel in prebral, ne, je to tudi eno področje, ki ga pokriva država z sofinanciranjem prilagoditve delovnega mesta, ne.
No, se Kar to bom. pomeni, da ni to strošek delodajalca. Ne. So sicer prej neki postopki, birokratski in postopki pač izkazovanja teh prilagoditev, katere ocenjevanja, katere prilagoditev, ampak ja, spravim za tak denar, ne, se to pač definitivno splača. Luka, kaj pa ti? Jaz glih zdaj razmišljam, ko poslušam Sanjo. Saj prilagoditev delovnega mesta zagotovo je potrebna, zdaj, ali je dovolj ali ne, je pa stvar debate. Ker dejstvo je, da veliko informacij iz okolja še vseeno sprejemamo ljudje z očmi. A ne? Jaz recimo tudi zdaj, ko delam na izposoji, opazim, da je veliko stvari, ki ti pač manjkajo oči. A ne? Saj računalnik se da prilagoditi, ampak še zmeraj je pa treba iti na police pa paziti, ne vem, pri razvrščanju knjig, da se ne boš na kakšni številki zmotil, ali pa da ne boš zamešal, ne vem, navadnega CD-ja z Daisyjem, a ne? To so pa take stvari, ki ti mogoče lahko pomagajo tudi No, ampak to... Zdaj, če z ljudmi delaš, a ne, je tudi ta očesen kontakt zelo veliko pomeni, ne. No, ampak taka prilagoditev, ko si ti zdaj Luka rekel, ne, pravzaprav niti ni toliko, bi rekel, draga, ne, niti ni toliko zahtevna, ne. Ja, jaz mislim, da vseeno, čeprav smo bili vsi tako proti osebni asistenci, kar se tiče zaposlovanja, se mi pa zdi tukaj dobra stvar, ne. Aha. Ne vem, se mi zdi, da ti asistent lahko veliko stvari olajša, je pa čisto odvisno od delovnega mesta, ali ga ti dejansko, ne samo od delovnega mesta, ampak tudi potreb posameznika, ali ti dejansko potrebuješ asistenta ali ne. Verjetno so delovna mesta, ki se da samo s prilagoditvijo programske opreme zadevo rešiti. Se pa verjetno možnosti zaposlovanja z osebno asistenco lahko razširijo. Ja, no, to je res. Recimo tukaj imam zdaj, že prej sem rekel, da ne bom zdaj bral te zakone, ampak tukaj piše, v okviru uveljavljanja pravici zakonsko Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obstaja tudi zakonska možnost za prilagoditev delovnega mesta. A ne? In potem tukaj naprej piše, brezposelni invalidi, vključeni v storitev zaposlitvene rehabilitacije, lahko med storitvami pridobijo tudi pravico do storitve, plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstva za delo ureja 72. člen Zakona o zaposlitvi, rehabilitaciji, zaposlovanju invalidov. Ne? Ja, v tem sem jaz prej govorila, na nek način, ne, to je bilo to, ampak to, kar me je Luka dopolnil, je pa zelo pač itak pomembno. Ne? Oči so, bomo rekli, čez 90% zaznavajo, ne, vsega okolja in pač odvisno od delovnega mesta, ampak ja, so zelo pomembne in še vedno vsa tehnika, vsega ne reši. Ne, tole zdaj vidim, sicer tole zdaj tako, se pravi, tele zakone brati, ne, ampak vidim, da recimo pravi način ukrepi aktivna politika zaposlovanja, imamo javno povabilo pa na zakon o delanju subvencionirano polnega delovnega časa, ne, in to so od 32 do 36 ur, ali pa še stroški mentorja na delovnem mestu lahko dobi. Skratka, država je, mislim, teoretična država kar dobro poskrbela, ne, za te stvari. Darinka, kaj ti praviš? Ja, poskrbela že, ampak če delodajalci niso zainteresirani, Točno to. potem so ti zakoni verjetno napisani, da jih lahko samo mi beremo, kaj nam pripada. No. Ja, in se naslajamo, kot je rekel Walter v ozadju. Točno to, ja, v bistvu, ne, Dušan rekel v teoriji, ja, tako, to je teorija, pri praksi pa mislim, da se veliko več zatika. Ja, no, sej to, jaz upam, no, da bomo danes kaj rekli tudi, ko ob 3 bomo z Marko Prpičem, doktorjem antropologije, strokovnjakom za medije, z Lujem Šproharjem, doktorjem sociologije, specialistom za marginalne skupine, a ne, govorim pač o izobrazbi, in pa z doktorico Matejo Forte, mislim, da je slaviška sociolingvistika, Ja. ne,
bomo malo se pogovarjali o teh predsodkih, diskriminacijah do invalidov in v bistvu kako bi to skozi medije poskušali to odvrniti, zadeve. Res pa je, tako kot si rekla, Darinka, da ali pa ko je tudi Aleš rekel, da v bistvu, če nekdo, da ljudje pač posplošujemo, če srečamo nekoga, ki je slab delavec, pravi, aha, slepi, slabovidni, vse z njimi ni pa nič, tako da, ampak jaz osebno pravim, da v teh 21 letih sem tukaj, lahko rečem, da ste v redu ljudje, v glavnem dobro sodelujemo, Kaj malo, Dušan, mi prav godi. Jaz pa hotel še reči. No, dajte, za konec, mislim, da bomo končali, da se že okrog 50 minut se že pogovarjamo, tako da bi počasi zaključili, Jaz bi še prosila za Izvoli. eno minutko. Imam Štopam. 3 aforizme iz Črne svile z raskavo obrobo, ki so zelo aktualni v tem času na današnjo temo. Prvi je: naveličaš se kiča besed o enakopravnosti invalidov, posebej, če prihaja iz pomembnih ust. Potem drugi: nekoč so slepi beračili na ulicah, danes beračimo po ustanovah, napredek pa je tak, 3 pike. In še ta zadnji: ne mahaj mi z bankovcem pred očmi, nočem miloščine. Hvala. Ja, hvala tudi tebi. Aleš? Ja? Si še z nami? Še. Povej nekaj za konec. Ja, skratka upam, da se bojo kaj zadeve res vsaj delno pripomogle k temu, da ne bi imeli delodajalci teh predsodkov, glede res tako povabil osebe s 100% okvaro vida na razgovor za zaposlitev, kot tudi potem, da bi se zaposlitev dejansko izvedla, pa začela izvajati. Pa ne mislim za telefoniste, mislim tudi za višje izobražene osebe. Poglejte, osebo z 2 fakultetama, skoraj doktorica znanosti, pa ne dobi zaposlitev. Skratka, upam, da bi ta okrogla miza potem v popoldanskem času kaj pripomogla k temu. Ok, hvala. Luka? Jaz bom rekel samo par besed mogoče. Kot že 45 minut ponavljam, se mi zdi, da je pomembno vključevanje, slepi in slabovidni vključujmo se, za začetek mogoče samo v društva pa dejavnosti zveze. To so mogoče dobra odskočna deska za naprej. Ne samo za zaposlitev, ampak mogoče tudi kaj drugega. V redu, hvala Luka. Tanja, evo, zaključna beseda je tvoja. Ti si najmlajša tukaj, z največ perspektive, no in zdaj pa... Pa z najmanj izkušnjami, čeprav bom rekla taka, Ja, prihodnost je tvoja, ne? Ko bom stara 30 let, bom imela 2 leti delovne dobe, plus leto pa pol usposabljanja na delovnem mestu za sabo, tako da v končni fazi pač mislim, da ni tako slabo. Je pa res samoiniciativnost, vključevanje, tako kot je Luka rekel, pa ne sme nas biti strah povedati, tudi kaj rabimo, na kak način delamo. Ne sme nas biti strah odgovarjati na vprašanja ljudi, tudi to. Ker tako nas bojo ljudje tudi spoznali. No, super. Hvala vsem skupaj. Žal Marinke Rozman, ki je bila ves čas z nami, nismo slišali, pa tudi njo pozdravljam, bi tudi njej dal besedo, bi bilo tudi zanimivo. Skratka, vsem, ko ste nas gledali, poslušali ves čas ali samo delno, se lepo zahvaljujem in se slišimo jutri, ko bo namenjeno športnemu življenju, pogovor bo namenjen športnemu življenju slepih in slabovidnih.
Skratka, hvala lepa, se vidimo, se slišimo, lepo se imejte. Enako. Dio. Živel sem. Adijo. Dio.